Pozdravljeni! Skrbi za sebe in druge ljudi spet ostajamo doma in se čim manj družimo. To pa je za nas Prleke jako težko. Vseeno pa se zavedamo, ko moramo zdaj malo potrpeti, ko bomo lahko potli to vse nadoknadili. Zato to oddajo smo posneli pogovor na daljavo. Danes bomo gučali o projektu Prlek veki det. Profesor Čuš, nam poveta nekaj o tem. Ja, projekt Prlek veki det je bil narejen v začetku lanskega leta pod okriljem Las Prlekija, kjer je bil sofinanciran z Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Toti projekt je vodila križevska občina, poleg pa so še bili Veržence, Zavod Marianom, pa naša gimnazija. Zdaj, projekt je vključival najprej, ko smo uredili spominsko sobo enimi vekami Prleki, to je dr. Matiji Slaviči, kjer se je na pariški mirovni konferenci ob koncu Prve svetovne vojne borila za Prekmurje. Bil je pa tudi župnik, pa v Ljubljani tudi je bil rektor Ljubljanske univerze. In toto spominsko sobo si zdaj vsaki, katerega pač to zanima, lahko pogledne poleg cerkve Faruške v Križevcih, to je tako imenovani Anini kapeli. Poleg tega pa je v sklopu tega projekta bil organiziran tudi znanstveni simpozij, na katerem so tisti, ki se pač na to spoznajo, gučali o naših rojakih, prleških vekih dedih, kateri so se v zgodovino slovenskega naroda zapisali z vekimi črkami. Potlej v Veržeji so tudi naredili vitrine, v katerih predstavljajo mojstrove borce, ki so se borili za severno mejo ob koncu Prve svetovne vojne. Potlej smo naredili tudi en zbornik, kateremu se reče Prlek veki det, vodnik po spominskih sobah prleških rojakov, in pa tudi šolarje z osnovne šole Veržej pa Križevce pa dijake z Lotmerške gimnazije smo peljali letos jeseni z avtobusom po enih teh spominskih sobah naših prleških rojakov. Kateri veki Prleki pa so predstavljeni vodniki po spominskih sobah prleških rojakov? Ja, v totem vodniki so predstavljene obstoječe spominske sobe na območju upravnih enot Gornja Radgona pa Lotmerk. Z upravne enote Gornja Radgona so spominske sobe v Črešovcih, posvečena je Petri Denki, potlej v Rodmušcih je posvečena akademiki Antoni Trstenjaki, pri Svetem Juriju Obščanici oziroma Biserjanah Antoni Korošci, potlej v upravni enoti Lotmerk, pa v Križevcih že prej omenjena spominska soba Matiji Slaviči posvečena, v Veržeji sta dve spominski sobi v Domu kulture, to sta spominska soba posvečena Slavki Osterci, druga pa Franci Kovačiči. Potlej v Radomerščakih je spominska soba posvečena našimi patroni Franci Miklošiči, poleg naše gimnazije v Golarjevi domačiji pa je posvečena spominska soba Cvetki pa Manki Golari. Malo kdo ve, ko imamo čisto blizu gimnazije tudi spominsko sobo. O tem nam bo več povedala profesorica Katja. Tak je. Takoj čez cesto, čisto blizu gimnazije, pa stoji Golarova domačija. Zdaj moramo čisto na začetku povedati, kaj je to ni njegova prava domačija, ampak ga je v Prlekiju, tega vekega pesnika, sopotnika moderne, pripeljala ljubezen. Zaljuba se v učiteljico Angelo Korba in se potlej v svojih zrelih letih presela v Lotmerk. Kdo je bil Cvetko Golar? Cvetko Golar izhaja iz Gorenjske, tam jim pravijo Golarjevi, ne Golarjevi,
in je bil sopotnik moderne, torej tudi ustvarjalec, literat, urednik, pesnik, prevajalec in tako naprej. Vendar njegova izrazna moč ni bila tako močna, kot recimo pri Keteji, Murni, Cankarji ali pa tudi Župančiči. Marsikateri od teh znanih imen je tudi ga prišel obiskat sem v Lotmerk. Znano je, ko je prišel sem tudi Oton Župančič, ko sta te skupaj šla tudi v njegove gorice, gor v Golorove gorice v Jeruzalem. Tota soba pa ni posvečena samo tu Cvetki Golari, ampak je posvečena tudi Manki Golari, to pa je bil njegov sin. Manko Golar je mogoče malo bolj poznan v Radgonskem koncu, tam je bil ravnatelj osnovne šole, pa tudi zborovodja. In marsikateri Radgončan se spomni, kako je bilo peti v njegovem pevskem zboru, pa veliko časci štejejo, ko so lahko šli k Titoji pet. Manko Golar pa še tudi znani po toti zbirki tistih hudomušnih zgodbic o prlekih, okrogle o veržencih. Kaj pa bi rekli, kaj največja vrednost tote publikacije pa vseh ostalih aktivnosti? Sigurno je največja vrednost celega totega projekta, ko smo ohranili spomin na naše prednike, kjer so res nekako krojili zgodovino slovenskega naroda v preteklosti. Poleg tega pa smo vsem zainteresiranim omogočili, da na enem mestu dobijo osnovne informacije, komu so posvečene tote spominske sobe, kdo so bili toti ljudje, pa kje so tote spominske sobe. Sigurno, da je tota publikacija tudi zelo koristna za šole, tako za učitelje, kak deco v šoli, pa tudi za vse ostale. In mislim, da je prav, da na totem območju, odkot izvira dosti pametnih pa pomembnih ljudi, da smo ponosni na jih, pa da se na jih tudi na takšen način spominjamo. Dobro bi tudi bilo, da bi v prihodnje naredili podoben projekt, ki bi predstavili pomembne pa veke prlečke, da bi prav tako v jih naredili kakšen simpozij, pa izdali kakšen bilten ali pa zbornik. Taka idej pa energije nam ne fali, tako jaz mislim, da bomo tudi toti projekt v prihodnje speljali. Tako da bi zdaj na koncu rekla, vsi, ki še niste bili v totih spominskih sobah, vabljeni, da pridete, da si jih oglednete. V totem zbornike oziroma vodniki so tudi vse kontaktne informacije, prek katerih se lahko naročite, ko se vam tote sobe odprejo. Tako, pridite. Drugi gledalci, mislim, da smo se danes prav vsi naučili nekaj novega. Ja, kdo pa bodo boljši cajti, pa se bomo odpravili po spominskih sobah vekih prlekov.